Kaj pa ti? Halo? Punce? Jutro. Danes je en tak zanimiv ali pa po eni strani vsaj nenavaden dan. A veš, jaz grem pogosto na kakšno mednarodno predstavitev avtomobilskega modela, kar pomeni, da spakiram kovčke, ali se odpeljem, ali pa odletim nekam v tujino. Ampak veliko bolj redko se pa zgodi, da je mednarodna avtomobilska predstavitev organizirana v Sloveniji. No, danes je pa spet ta dan. Dan za predstavitev avtomobila v Sloveniji, gre pa za Fordovo Fiesto. Zdaj po eni strani jaz tukaj nimam kaj iskati. Veš, gre za to, da je Ford že naredil domačo predstavitev za vse slovenske novinarje kakšen teden nazaj. Ampak fora je pa bila, da je bil to isti dan, ko sem jaz snemal tisto TV oddajo za Planet TV z Ulo, Blažem pa Filipom. To po eni strani pomeni, da ste bili vi prikrajšani za eno lušno avtomobilsko vsebino. Meni je bilo valjda smotan, ker se nisem mogel udeležiti tiskovke. Ford me je poklical, rekel: Ciril, kaj pa če bi prišel na to? Long story short, jaz se peljem na Brnik, kjer običajno novinarji začnejo s to predstavitvijo o programu ne vem nič, in to mi je toliko bolj všeč. Jaz namenoma nisem niti želel izvedeti več. Me zanima, kako je Ford skupaj s Fiesto uspel predstaviti oziroma v program uriniti tudi lepote Slovenije. Oho, gospa! Izvolite. Kakšen žmigavc, kakšno čakanje na to, da bi bila cesta prazna. Jaz mu šla dela levo, pa me nič drugega ne briga. Evo jih Fieste. Tole so točke, ki jih bomo dejansko videli. Ful ste lepo naredili. Takole. Cik, cik, cik. Vidim, da so več različnih Fiest pripravili. Tiste so bolj elegantne, tele tri mislim, da so vinjale, tele tukaj so pa te s hujšo športno opremo, ST-Line. Hvala. No, tako, prvi del poti me je pripeljal na Vipavski konc. Jaz vmes nisem veliko govoril, predvsem zato, ker sem se osredotočil na to, kako se avto pele. Ruta ni bila sestavljena samo iz avtoceste. V Logatcu sem šel dol in do Postojne po navadni cesti, kar pomeni, da sem se srečal tudi s par ovinki. In par stvari, kar se vožnje tiče, je bila takoj zelo očitnih. Glede na to, da je malček, je na avtocesti kabina izredno tiha. Po eni strani je logično, to je Fiesta Vignale, ker pomeni, da je to najdražja Fiesta, ga bo na prodaj, to pomeni, da je najbolj uglajena, da so najbolj fini materiali, sedeži in tako naprej. A veš, ko oprema zelo močno vpliva na to, kakšen občutek avto pusti. Ena od ključnih stvari, poleg tega, da je zelo očitno, da je podvozje dobro poštiman, zakaj se Fiesta dobro pela, je bil pa krmiljenje. A veš, kako ti komuniciraš z volanom, je eno ključnih področja, bo avto na cesti pustil dober vtis ali pa slab. In to je to, kar se na grobo tiče voznih lastnosti. Čevlji predhodnika so bili veliki, ampak jih je obula, pa jih zna kar dobro nositi. Še na eno stvar bodite pozorni. V današnjem pa jutranjem vlogu se bo zvrstilo ne par Fiest in vsaka ima drugačno masko oziroma drugačen sprednji del. Mislim, da jih je 4 ali 5 različnih, razlikujejo se pa pač glede na opremo, ki jo kupec zbere. O, stari, se ti zabavaš. Ej, poglej me. Poglej me, sem rekel. Noče. Kaj pa ti? Halo? Punce? Dobar, ful. Kaj še nisem povedal, kam so nas pripeljali, kje je prva postaja, to je točno tukaj. Gre za restauracijo, ki se imenuje Majerija, jaz je do zdaj nisem poznal, je pa tudi hotel. Je pa ena taka huda fora, zato ker tukaj je vse skupaj spomeniško zaščiteno in pol nimaš dovoljen, da bi zdaj ti gradil nove hotele kar tako v luft. Pa so pa rekli prav, ne bomo gradili v luft, bomo gradili pa pod zemljo. Veš to? V bistvu stojim na oknu hotelske sobe, se so vse preveč blešči, tako da se ne vidi dobro noter, ampak tam spodaj vidim pojstlo. Tako da se skupaj izgleda, vidiš? Razgled je pa itak ubitačen. Čas za drugo rundo avto sem zamenil, pobenem sem ga že v prvih 100 metrov luštno zaprašil. To bojo na Fordu veseli. Veš, ko sem prej rekel maske pa te fore, vidiš? Tukaj je čist drugačna. Veš dobro, da imajo testni avti, tako lepo papir noter, da lahko pogledaš točno, s čim se voziš. Titanium, veš kaj piše? Stisni pauzo, pa si preber, kaj ta avto ima, če češ. Pa hotel sem še nekaj povedati, pa to absolutno ne drži sam za Fiesto, zato ker je veliko malčkov sodobnih, zdaj že lahko fejst dobro opremljenih, tudi Polo recimo, pa še marsikjer drug. Ga se en malo hecen, kad takole bereš, kaj kakšen avto ima, pa sediš v malčku, pa piše Blind Spot Information System, Pre-Collision Assist, Adaptive Cruise Control, Traffic Zone Recognition, Driver Alert. Kakšen program pol nam pa še niso povedali, se mi zdi, da so zelo skrivnostni glede vsega skupaj, pa ne vem čisto točno zakaj. Škaj še naredil? Sladko. Kako je sladko? Škaj sem jaz zdaj le videl? Škaj je to za en avto? Ti misliš, da je tole čist navadni Jugo, ne? Se fejst noter. Vidiš noter ima kletko, dirkaške gume. Školjko je pa dec že ven vzel. Lupina zgleda pa fejst dobro ohranjena. Pa feltne so mi tudi všeč. Dec, a šrihto, a šprdal.
Roses, roses, poured roses. Se vidi, ker avto se za mano voz? Ne. Pa tako prej grem do svojega hotela, grem še pogledat pred hotel Palace, da vem, če tam kakšen luštni avto parkira. Opa, Bentley Bentayga. To je klasika, to sem pričakoval. Pa vse skupaj že malo zvodeni. No, razen tega le tukaj le. Solidna bera. Ura je 6:30, program za naprej je pripravljen. Jaz sem še točno minuto pa pol, da prijem dol. Svetko! Evo šofera pa tedej, iz Šmarja pri Kopru. Koliko zavrtljajo pa je od ene do druge skrajne točke? 4,4, to je približno še enkrat več kot v Fiesti. Evo nas, Tartinijev trg, pa vidim, da je na sredini parkirana ena Fiesta, vidiš? Tukaj je. Jaz bom kar tle ostal, ker imam dober izgled, a prav? Jaz bi tudi rad tako s čopom igral. Kaj pa najbolj smešno od vsega, da so komad zaključili s tan. Pazi, lej to majsterco, ne samo da še en kolo zraven fura, še plinsko bombo ima zraven.